Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Kot vidite, sem z polkovnikom Stirpejem. Moro ima nekaj težav s telefonom, ampak se bo kmalu vrnil. In Kapitini pa ima težave z bolečinami v hrbtu, zato ni mogel priti. Morda pa bo prišel tudi Marko Bosi, pridružil se bo, ko bo lahko. Ker se v glavnem ukvarja s čipi, polprevodniki in tudi s polprevodniškim materialom. V tem kaosu se zagotovo nekaj dogaja. Evo, Daniel se je vrnil, upajmo, tukaj je Daniel. Živijo, Daniel. Si tukaj, Daniel? Me slišiš? Da, slišimo te jasno in glasno. Daniele, slišim ga. Mi se vidimo malo počasi, ampak nič hudega, se bomo delali z zamikom, brez skrbi. Začnimo z vprašanjem, ki ga je takoj postavil polkovnik. Torej, v tem trenutku ima Trump čas do 1. maja, da to bodisi zaključi ali pa zaprosi za podaljšanje. Ker imajo ameriški predsedniki 60 dni časa, da vodijo vojno, ki ni bila odobrena. Vprašanje, ki smo si ga zastavljali, je bilo prav to, ali bo Trump začel znova, zaprosil za podaljšanje, ali ga vse skupaj sploh ne bo zanimalo. In agencija Reuters pravi, da nekateri analitiki, ne na strani Trumpa, ampak iz kongresa, menijo, da bo on najverjetneje vse skupaj ignoriral, namesto da bi iskal odobritev kongresa. Jaz se sprašujem, če bo on, glede na to, da je vse nekako pripravljeno, Recimo, da Centcom pošilja tudi napovednike, ki nekoliko spominjajo na tiste iz ukrajinske ofenzive leta 2023 o njihovih akcijah pri blokadi Ormuza. Če je to problem za Trumpa, po tvojem mnenju, Giorgio, ga bo sploh brigalo? Ali bo ta rok izkoristil za nadaljevanje vojne, namesto da bi šel prosit za podaljšanje? To je dobro vprašanje, ker je problem v tem, da obstaja vojaški odgovor, ki naj bi bil v teoriji moje področje, vendar obstaja tudi odgovor, ki je povsem obveščevalne narave, analiza osebe in njenega političnega profila. Z izključno vojaškega vidika jaz ne vidim problema, zahteva se kongresu, podaljšanje dodatni mesec se upravičuje prav s tem, da potekajo pogajanja, da bi lahko dosegli diplomatsko rešitev konflikta ob ohranjanju vojaškega pritiska. To bi bilo z vojaškega vidika daleč najbolj logično. Potem pa se moramo soočiti z psihološkim profilom osebe, o kateri govorimo. Vem, da ne bi smeli izvajati obveščevalnih dejavnosti nad prijateljskimi silami in da so Združene države uradno še vedno prijateljska zavezniška država. Vendar nas je prav predsednik Trump sam postavil v položaj, da smo morali oblikovati svoje ocene, kot da bi bil on vsaj nevtralen igralec, če ne celo sovražen, in zato si lahko privoščimo vsaj minimalno analizo njegove osebnosti. Glede na to, kakšen je Trump, je moj osebni občutek, da bi se on prej, kot da bi se uklonil avtoriteti, ki jo on smatra za sebi manj vredno, ker pravi, da predsednik Združenih držav počne, kar hoče. Jaz iskreno menim, da je bolj verjetno, da bo on popolnoma prezrl rok in bo morda dal navodila svojim številnim sodelavcem, naj kasneje upravičijo to dejanje. In bojo rekli, da je konflikt trenutno v stanju prekinitve ognja in da je torej dvomesečni časovni rok začasno ustavljen do morebitnega ponovnega začetka sovražnosti. Torej, on preprosto popolnoma ignorira vse to, ker je nad temi stvarmi. In prisilil bo Hexeta in morebiti Rubija,
da se bosta morala pojaviti v senatu s tem figovim listom, ker za to gre. In takrat se bo spopadel s kongresom in še enkrat prisilil republikansko večino, da se opredeli. Ali z njim ali proti njemu, kar je zanj nekaj običajnega, preizkus zvestobe članov njegove lastne stranke. Še enkrat bo zgubil nekaj podpore, vendar mu bo verjetno ponovno uspelo politično preživeti in šepajoč priti do vmesnih volitev. Da, tudi zato, ker obstaja zakon, resolucija o vojnih pooblastilih iz leta 1973. Ta pravi, da lahko predsednik Združenih držav Amerike izvede vojaško akcijo le za 60 dni, preden jo mora končati in zaprositi kongres za odobritev. Ali pa zaprosi za 30-dnevno podaljšanje zaradi neizogibnih vojaških potreb povezanih z varnostjo oboroženih sil Združenih držav Amerike. Ta druga poved je zelo zanimiva, ker če si natančno pogledamo, o čem je bilo glasovanje v senatu, ni naključje. Govorimo prav o varnosti vpletenih ljudi. Tukaj te bom ustavil, dal ti bom priložnost. Zaničuješ me, da mi ni mar. Sprašujem te, ali misliš, da lažejo ali ne. To sem te vprašal. Zaničuješ me, da mi ni mar za smrt naših vojakov. Ne, vprašal sem te, če misliš, da lažejo. To je zaničevanje in blatenje na vsak način. Nihče ne skrbi bolj za usodo naših vojakov. Nihče ne skrbi za zdravje naših vojakov. Nihče jim ne želi dati več upanja. Čas. On nadzoruje čas. Opazite, da je predsednik senata republikanec in kljub temu je poskušal ga zadržati, recimo, da je bil nekoliko nekontroliran. Zanimivo je prav zato, ker tudi na vprašanja, kot so, ko ste opravili strateško oceno o Zelenskem, ki ni imel adutov, na čem ste jo temeljili? Glede na to, da je minilo že več kot leto dni in da so še vedno tam in se borijo. In on je popolnoma zaobšel to vprašanje in rekel nekaj v smislu, ja, v redu, ampak zdaj orožje plačujejo Evropejci. To ni neposredno odgovor na to, kar je bilo vprašano. Zanimivo pa je, da je rekel, da mu je zelo pri srcu življenje moških, ki služijo. Ker, glej ga zlomka, klavzula, ki omogoča podaljšanje, se nanaša na varnost oboroženih sil Združenih držav Amerike. Torej, po mojem mnenju, glede na to, da ni ravno kakšen pametnjakovič, je že približno vedel, v katero smer mora peljati razpravo. Ker je načel to temo in bo verjetno ta tema tudi uporabljena. Daniel, zmoreš? Je povezava stabilna? Daniela, slišiš? Slišiš. Torej, jaz vas slišim. Me ti slišiš. Ja, kar povej. V redu. Torej, strinjam se. V rodu. Da se ne. Te ustavim v rodu, ampak jasno je, da se ne ustavi. Dodam podrobnost. Slabo te slišimo. Poskusi izklopiti video. Nikoli ni bil poklican v vojno. Hvala. Po mojem mnenju, glede na... Po mojem mnenju mu ne bo uspelo. Samo izklopi video. Po mojem mnenju tudi zvok je čisto v redu. Jaz bom to napisal, mogoče. Izkoristim to, dokler on ne vzpostavi povezave in vam povem, da ne uporabljajte videa, če povezava ne zmore. Da vidimo tudi spremembo drže pri Trumpu, zdaj, ko se premor skoraj končuje. Opažamo, da Centcom začenja pošiljati napovednike, stvari, ki dajo vedeti, skratka pripravljeni. Obstajajo nekateri novinarski viri, kot je Axios, ki pravijo, da so govorili z nekaterimi, kot ponavadi, oseba, ki je seznanjena z zadevo. Ki praktično, če pogajanja ne uspejo, nameravajo izvesti drugi krog napadov, da bi videli, ali bodo potem morda bolj naklonjeni. Po mojem mnenju obstaja tudi dvojna strategija, Giorgio? Iranske zaloge tistega, kar proizvajajo, ne morejo povečati v nedogled.
Torej, ali zaprejo, ustavijo vse, ali pa praktično presežejo lastne zaloge. In to je lahko velik problem. Mislim, da je to tudi del ameriške strategije, ta blokada proti blokadi, recimo. Ampak Iranci so pravzaprav z vojaškega vidika v razmeroma lahkem položaju. Ker so v situaciji, kjer ni kopenskega konflikta, torej ni nevarnosti, da bi izgubili ozemlje. Spor je izključno za izmenjavo ognja, oni pa so diktatura. Ne potrebujejo podpore ljudstva. Torej, v teoriji si lahko privoščijo, da dajo glavo v pesek, si nataknejo čelado čez oči in prenesejo vse udarce, ki jim jih lahko zadadajo Američani. Lahko si privoščijo tudi, da ne odgovorijo ali pa odgovorijo zgolj simbolično, medtem ko v tunelih zadržujejo tisto, kar jim je še ostalo. Kar je še vedno pomembno, čeprav je manj kot polovica tistega, kar so imeli na začetku konflikta. In počakati, da Američani končajo, da se izdivjajo. Tveganje je, da Američani porabijo več, kot si lahko privoščijo v smislu streliva, ne da bi dosegli kakršenkoli politični rezultat. Spomnimo se, da se vojna ne vodi zaradi izključno vojaških ciljev, ampak zaradi političnih ciljev. Zdaj lahko zmagujejo vojaško, kolikor hočejo, ampak če ne dosežejo političnega cilja, ki so si ga zadali in ga tudi propagirali, to ni zmaga. Še posebej, če jih to stane izčrpanja zalog streliva, ki ga potrebujejo za soočanje z veliko pomembnejšimi izzivi od iranskih. Tako da iskreno zdaj pričakujem, da če se vojaške operacije ponovno začnejo in zadnji predlog, ki naj bi ga poslali Iranci v Pakistan, ne naleti na Trumpovo odobritev. Pričakujem še en val ameriških in izraelskih bombardiranj Irana. Uničili bodo veliko stvari, pri teh bombardiranjih ne bodo imeli izgub, vendar v resnici ne bodo dosegli nobenega politično pomembnega rezultata. Največ, kar si bodo lahko privoščili, je, da bodo rekli, da dosegli smo rezultat. Popolnoma smo uničili njihove zaloge urana, to so že enkrat rekli, lahko to rečejo znova. In to bi lahko bila politična rešitev za Trumpa, da se izvleče iz tega močvirja. Vendar je malo verjetno, da jim bo res uspelo doseči ta rezultat. Tukaj bi bilo treba narediti bolj ekonomsko kot vojaško analizo in videti, kako dolgo si lahko Združene države privoščijo ohranjati takšen pritisk. Ker tukaj nisem ekonomski analitik, vendar reči, da Združene države proizvajajo nafto in jim zato ni mar, če je promet skozi Hormuško ožino zaprt, je prekinjen, se mi ne zdi pravilno. Morda to ne drži, saj se cena energije na svetovnih trgih vseeno zviša in na koncu se cene dvignejo tudi v Ameriki. In zelo dobro vemo, da si ameriški predsednik ne more privoščiti, da bi cena bencina v Združenih državah presegla določeno mejo, ki se je, ne spomnim, zdi se mi, da je okoli $100. Smo že zadnji. Ja, ne, na črpalki v Združenih državah. Ne, na črpalki. Še presežeš tisto 4. Galone, $4 na galono, nekaj takega. Če preseže to mejo, predsednik izgubi volitve. To je nekako meja, kolikor vem. Ampak se ne spomnim, kakšna je ta meja. Potrebovali bi ekonomskega analitika, ki bi nam povedal, kakšno je dejansko stanje in koliko si lahko Združene države privoščijo, da nadaljujejo to krizo. Res je tudi, da si tega ne more privoščiti niti Iran, ampak spet pridemo do tega, da je Iran diktatura in teoretično, tudi če polovica njegovega prebivalstva umre od lakote, hvala. Vladajoči kliki ni prav dosti mar. Poglejmo, ali je Daniel tukaj. Zmoreš? Slišim vas?
Ja, kar začni. Me slišite? Torej, kot sem rekel, on nikoli ni sprejel pojma, da vodi vojno. Zato je verjetno to, kar pravi polkovnik Stirpe, igra, ki jo ima v mislih. In torej prosim za dodatnih 30 dni. Saj vem, da mi republikanski poslanci tako ali tako vedno rečejo da, karkoli že zahtevam, mimogrede pa naj vam povem, Mislim, da je prekinilo, so kar velike težave s povezavo, on pa je v Washingtonu. Ne? Ne, mislim, da ne. Ne vem, kje je. Mislim, da je doma, ker vidim domače okolje, ne, hotela ali kaj podobnega. Zanimiva točka so rezerve, ker kako dolgo se lahko ta igra še nadaljuje. Jaz sem si malo ogledal rezerve različnih držav, vsaj zadnjo oceno, ki je bila vseeno iz leta 2025. 25, In Kitajska jih je imela 400 milijonov sodov državnih, ostalo pa recimo v lasti oziroma na voljo zasebnim podjetjem. Ampak za Kitajsko je to bolj ali manj ista stvar. Američani so drugi v najboljšem položaju. Če pogledamo vse ostale, predvsem Evropejce, smo mi popolnoma izven igre. Upoštevajte, da bi tudi Kitajci pri trenutni porabi imeli največ 80 dni. Se pravi, ne govorimo o letih ali čem podobnem. Evropa jih je imela približno za 27 dni, ta vojna pa nas stane okoli 500 milijonov na mesec, nekaj takega v smislu podražitev. Ne govorim o ceni bencina. Zato so Kitajci bodisi nekaj vedeli in predvidevali, ker so nakopičili veliko zalog, ko je bila nafta poceni v prejšnjih mesecih, oktobra, novembra in tako naprej. Še ena stvar, morda se ti spomniš. En star ameriški dokument, kjer so Američani po razpadu sovjetskega bloka menili, da ni več potrebe po ohranjanju vseh teh rezerv, ki je bila nekoč veliko večja. Ker v prihodnosti, če bi prišlo do vojne, bi bil čas za opozorilo približno 57 let. Meni se zdi, da je tukaj 57 tednov. In zato nenadoma tista nespametna odločitev o znižanju rezerv in morda še kdo ve koliko drugih stvari, verjetno tudi strelivo, takšne stvari zdaj začnejo vplivati. No, tukaj mi res prideta na misel dve opažanji. Ena, ne glede na vse politične in etične premisleke, ki jih lahko imamo. In ob vsem mojem osebnem odporu do iranskega režima so Združene države Amerike z vojaškega vidika v tej vojni agresor. Z vidika strogo vojaškega, ponavljam, ne napadajte me vsi, saj zelo dobro vem, da so ajatole kriminalni režim. V trenutku, ko se odločim začeti vojaško operacijo, v kateri imam popolno premoč, jaz se odločim za vojno, jaz se odločim, kdaj jo bom začel, jaz se odločim, kako jo bom vodil. Ampak ali je mogoče, da se nekdo na to vojno ne pripravi? Ampak ali je mogoče, da prej ne povečajo rezerv, da bi se pripravili na dolgotrajen konflikt, ki bi lahko bil daljši, kot so pričakovali? Tukaj je še en dokaz, da je Trumpova administracija resnično skupek vajencev, čarovnikov in amaterjev brez izkušenj. Druga opazka, in tukaj spet za trenutek izstopim iz svojega področja, potreboval bi kolega ekonomskega analitika. Ko pa pogledam to tabelo, se mi porodi dvom. Različni akteri, ki so navedeni, Kitajska, Združene države, Japonska, Evropa, Saudska Arabija in ostali, so med seboj različni akteri in imajo različen gospodarski in proizvodni sistem. Različni drug od drugega. Zato je uporaba nafte kot take različna in ima različen pomen. Naprimer, pri nas v Evropi nafta v bistvu služi, ponavljam, odprt sem za kritike in popravke, ampak v grobem bi rekel, da je za cestni promet,
Torej, ni tako, da bi se vse ustavilo, če bi se zaloge močno zmanjšale. V drugih državah pa nafta služi tudi za oskrbo tovarn z energijo, medtem ko je pri nas za to plin. Torej, je možno, da ima Kitajska te zaloge veliko večje kot drugi, ker njena industrija bolj računa na ogljikovodike za oskrbo z energijo. Lahko bi bilo tudi tako. Nisem povsem prepričan, to govorim kot iztočnico za razpravo. Mislim, da je deloma zato, ker proizvajajo manj nafte kot drugi, pa tudi zato, ker imajo ogromne rezerve, saj so ogromna država in imajo zato tudi zelo veliko porabo. Naprimer, vem, da imajo največjo porabo premoga na svetu. Ja. Tega pri nas skoraj da ni več. In tudi Indija, ista zgodba. Zato ne vem, koliko je skupna raven razpoložljivih zalog sploh pokazatelj glede na porabo in osnovne potrebe. Kam je šel Daniel, v bar? Kako prosim? Ne. Gledal sem, kam je šel Daniel, na trg, v bar, krast Wi-Fi v kakšnem baru. Verjetno. Prosim, Daniel, zdaj mislim, da če si v baru, te slišimo. Poglejmo, če nas sliši. Hvala. Daniel. No, dokler se on ne priključi, izkoristim priložnost, da ti predstavim še eno temo. Zadnje čase imamo Izrael, vmes pa še nekaj novic ob strani, ki se mi zdijo precej zanimive. Prva stvar, Saudska Arabija, Združeni arabski emirati so izstopili iz OPEC-a, iz OPEC+. In predvsem so začeli prejemati sisteme zračne obrambe. Izraelci naj bi jim poslali tudi vojake za njihovo obrambo. Je to menjava šefa, gospodarja, menjava odvisnosti? Ali pa se tukaj, kot bi rekli Aldo, Giovanni in Giacomo, tukaj preprosto prevrača mizo? Jaz bi rekel, da Združeni arabski emirati vodijo zelo podobno politiko kot evropske države. Diverzificirajo. La loro dipendenza. Na način, da niso več odvisni samo od enega igralca. Emirati so bili recimo precej opečeni zaradi ameriškega upravljanja konflikta. Skoraj popolnoma se strinjajo glede konflikta, ne pa glede politične pobude, da bi močno udarili po Iranu. So pa tudi globoko nezadovoljni z ameriškim upravljanjem konflikta, ki jih je pustilo veliko bolj izpostavljene, kot so pričakovali. In zato oni diverzificirajo. In ko želiš razpršiti svoja zavezništva in nočeš biti odvisen od avtokracije, kot sta Rusija ali Kitajska, nimaš veliko možnosti na voljo. So Združene države, v regiji je Izrael, ki je z vojaškega vidika zanesljiv, in potem je tu še Evropa. Zdaj so zalivske države začele diverzificirati prav v Evropi. Začeli so sklepati pogodbe z različnimi evropskimi državami, predvsem z Italijo, Francijo, zdaj pa to počnejo tudi z Izraelom. Rekel bi, da gre za povsem pragmatičen pogled na to, kako se soočiti s svetom, kjer Združene države niso več zagotovilo. To je še en znak, da Trump uničuje hegemonistični položaj Združenih držav v svetu in spreminja ameriški položaj v položaj celinske sile. S svojim vplivnim območjem, ki se ne razteza več po vsem planetu, ampak tekmuje z drugimi. To zato, ker je uničil mehko moč, uničil je brezpogojno zaupanje, ki so ga Združene države uživale pri večini narodov. Lahko se razpravlja, ali je to zaupanje upravičeno ali ne.
In zato so Združeni arabski emirati sklenili, da obstajajo nekatere stvari, ki jih Združene države zdaj ne zagotavljajo več oziroma jih ne opravljajo več na najboljši način. Kdo trenutno daje vtis, da ima najboljšo zračno obrambo na svetu? Izrael. Kdo je za Izraelom? Ukrajina. Države zaliva sklepajo pogodbe z Izraelom, z Ukrajino in z Italijo in z drugimi evropskimi državami, tako da odvisnost od Združenih držav ni več popolna. Ko vidijo, da se za konflikt proti Iranu rakete Patriot čez noč preusmerjajo od enega zaveznika k drugemu, se upravičeno vprašajo. Ampak če bodo ZDA jutri vpletene v konflikt v Pacifiku in mi imamo spet težave z Iranom, kdo nam bo dal Patriote? Isto vprašanje, ki si ga je zastavila Ukrajina, ena prvih stvari, ki sem jih izpostavil, ko se je začela ta zmeda, je bilo odlično. Zdaj so še drugi interesenti za Patriote, za sisteme zračne obrambe. Pravzaprav Ukrajini ta zgodba z Iranom sploh ni bila všeč, ker je takoj razumela, kam pes taco moli, in je poskušala nastopiti s predlogom glede operaterjev in tako dalje, da bi ostala recimo v igri v tem smislu, ampak kot kaže, ni dovolj Patriotov za vse. Tudi Tajvan bi jih rad imel, drugi jih želijo in tako gre eden. In to pomeni, da Patrioti ne morejo biti več edini odgovor. Mimogrede, si spremljal zadnje novice, zadnje agencijske objave o sestrelitvi Kinshalov s strani Ukrajincev. Ne s Patrioti, ampak o sistemih. Končno elektronskih. Ljudje se organizirajo, treba je videti, ali je to res. Treba je narediti preizkuse, naprimer, to se je zgodilo s HIMARS-i. Rusi so motili tudi strelke Excalibur, če se prav spomnim, uporabljene z M777. In potem, počasi. Novica je bila potrjena tudi recimo z zahodne strani, da so se ravni natančnosti znižale. Tako zelo, da Ukrajinci na neki točki niso več hoteli niti Excaliburjev, tudi zato, ker so izjemno dragi, v primerjavi z običajnimi strelki. Torej, če je novica resnična, je potem treba videti, na kakšni ravni učinkovitosti. Zdaj, ker imamo tukaj strokovnjaka za te stvari, Marko, kaj ti misliš o tej zgodbi, o motenju Kinshalov? Ne poznam podrobnosti recimo teh stvari, ker so seveda mnoge od teh informacij zaupne. Jasno je, da lahko motiš vse. Torej, vsak radijski signal, ki ga ujameš, še posebej na ozkem pasu, in še posebej, če uporabljaš sisteme, ki niso posebej sofisticirani. To lahko narediš. Ampak obstaja časovno okno, da to storiš. Mislim, če tisto preleti dol s hitrostjo 5-7 mačev in tako naprej in dodaš še elektroniko. V primerjavi z mehanskimi veličinami so elektronske veličine 1000-krat hitrejše. Vedno, v vsakem primeru. Zato je treba potem videti, kako deluje. Praktično ne vem ničesar o tem, kako ta predmet deluje. Ampak naj uvodoma povem, da je to, čemur smo priča, to je nekaj, kar smo rekli že dolgo nazaj. Da so elektronike, ki jih najdemo v vseh teh kontekstih, del nečesa novega in del nečesa, kar je zapuščina preteklosti. O tem sva govorila v eni izmed tvojih oddaj pred nekaj dnevi oziroma že pred nekaj tedni in da se še vedno vlaga denar v številne ameriške sisteme, ki so zdaj že zastareli. In da je veliko teh stvari, da prevedem, so sponzorirajte me. Vedno slišim te izraze. Imate jih zavedno. Ne samo malo zastareli. Tudi če uporabiš italijanski izraz. Dejstvo je, da se izdelujejo rožni sistemi in potem se poskuša delati na njih ter jih izboljšati. In zato jih moraš vzdrževati, tudi zato, ker je to ceneje. Kot večina raket, če pogledaš, kako so narejene, ruske rakete, imajo bodisi skupne dele z bulavo, ali pa vidiš celo serijo KHK, bolj ali manj. Nekateri deli segajo celo v 70. leta, kar morda ni nič narobe, če kakšen del sega v 70. leta, če deluje. Ampak graditi na že obstoječem orožnem sistemu je najboljši način, da porabiš manj, tudi zato, ker že obstaja proizvodna veriga in tako naprej. Ampak imajo tudi stroške vzdrževanja, ki pridejo do konca življenjske dobe.
V smislu, da poskušaš nekaj vzdrževati, je malo tako, kot da poskušaš ohraniti pri življenju fička. Ja, lahko to narediš, ampak zdaj je to bolj umetniška stvar kot kaj drugega. Če pa pogledamo, Natančneje je treba pogledati, ali je bila stvar preučena in katere generacije je sistem nadzora, naprimer za vodenje leta ali za povratne informacije ali za katerikoli drug razlog. Če smo govorili recimo pred časom na tem kanalu o telekomunikacijah, o tem, da je 10 bilijonov borzne kapitalizacije potrebnih za vzdrževanje radijsko-celične komunikacije, v ozadju je ogromna sofisticiranost. Zdaj si predstavljaj radijski signal, morda razvit v kakšnem majhnem raziskovanem biroju v Rusiji. Morajo se vzpostaviti komunikacijo, ki je v resnici sofisticirana, a jo je mogoče motiti. Ne more delovati na širokem pasu, lahko uporabljaš frekvenčno preskakovanje, ampak tudi tam prej ali slej stare frekvence, na katerih delujejo. Prvi elopton, ki ga najdeš, pejt pogledati, kako so narejene elektronike, razumeš filtre, na katerem pasu delujejo in seveda rekonstruiraš frekvence, na katerih delujejo. Torej, na koncu, razen če nimaš nečesa izjemno sofisticiranega in prilagodljivega, in torej niso elektronike najnovejše generacije, tudi sistemi, ki oddajajo, morajo delovati na tej najnovejši generaciji. Vidim, da je to precej težko v bistvu. Torej, karkoli je starejše, kot smo rekli, staro ali izpeljanka iz preteklosti, je vseeno podvrženo tej zelo hitri zastarelosti. Poglej GPS. Prej ste govorili o vsem, kar uporablja GPS. Zdaj prihajajo tehnike za izboljšanje recimo odpornosti na poskuse zamegljevanja, zavajanja. Da ne govorimo seveda o motenju, ampak prav o zavajanju, kjer se raketi ali strelivu da misliti, da je na eni točki, v resnici pa je na drugi in tako naprej. In to niso kakšne neverjetne tehnologije. Spomnim vse, da je dovolj, da poiščete na YouTubeu, tam so odlične potegavščine, ki jih lahko naredite z Raspberryjem in SDR-jem za 250 €. In obstajajo programi, ki jih namestite na Raspberry in vašemu prijatelju, ki je pred vami v avtu, ki ga spremljate, lahko naredite, da misli, da je sred puščave v Nevadi. Tako ga lahko resnično peljete, kamor želite, preprosto z zamegljevanjem GPS signalov. To je nekaj, kar je povsem izvedljivo. Torej se povzamem, vse, kar je povezano s tem področjem, je lahko zmedeno in oprostite, malo sem zašel. Ne, Rusi so to naredili, kot smo prej rekli, s Himarsi, z izstrelki Excalibur, ki jih vodi GPS. na koncu rakete, ki se premika s tako hitrostjo, ni treba prav veliko preusmeriti. Sprememba za 0,001 stopinj že pomeni zgrešiti za več 100 metrov. Ali pa je to kumulativno? Je kumulativno, še posebej, ko letiš na tak način pri Mach 7, torej. Ampak jaz sem vedno tisti, ki če ne vidim, ne verjamem, v smislu, da oni pravijo 26 poskusov, pa jih ni. Res je, da v zadnjem obdobju, v zadnjih 34 mesecih ni bilo veliko govora o Kingelu. Jaz sem v uradnih poročilih vedno videl, da so jih izstrelili 2, 4 in 6. Moral bi narediti navzkrižno preverjanje in preveriti vse primere, ko je Kingel zadev tarčo. Da bi videl, koliko jih je bilo izstreljenih in prijavljenih, koliko jih lahko preverimo, da so zadeli tarčo in koliko jih je šlo mimo cilja. V primerjavi s skupnim številom v zadnjih 4 mesecih, oni pravijo od začetka leta, torej približno zadnjih 5 mesecev, zdaj že 4, bomo videli. Zagotovo bo nekaj zanimivega za prevediti in skupaj s Fontano se bomo lotili tega, da vidimo. Ampak vprašajte me, preveril bom tudi svoje stike v Ukrajini, ker lokalni časopisi običajno poročajo, če je raketa zadela tu ali tam. Ni vse centralizirano z vidika komunikacije. Veliko. Razlika, kaj ne? Ta velika zgodba o Kingelu na koncu. Ne, jasno je, da govorimo o podrobnostih. Rad bi tudi dodal, da pomirim tiste, ki vedno pravijo, da sem preveč optimističen. Upoštevajmo tudi, da najti rešitev ECM, rešitev elektronskega bojevanja za nevtralizacijo rakete, ni rešitev proti tej raketi. To je trenutna rešitev. Ko pa uporabniki sami ugotovijo, kakšen je sistem,
lahko tudi oni verjetno dokaj enostavno najdejo protirešitev in tako se bo vse skupaj nadaljevalo. Oprosti, da te prekinjam, ampak v trenutku, ko Lucherini izjavi, da so jih ustavili 26, je zelo verjetno, da so Rusi že spremenili svoj pristop. Ne bi imel razloga, da bi kaj takega povedal, razen če se je to že zgodilo in se je zdaj že spremenilo. Ampak pravzaprav Tukaj bo Marko verjetno lahko potrdil prava vojna. Z elektronskega vidika gre prav za to, da nasprotnika prisiliš, da mora svojemu orožnemu sistemu dodati še en pripomoček. S tem pa ga narediš vedno dražjega in vedno bolj zapletenega za izdelavo. In tako ga sčasoma narediš zastarelega. To se je zgodilo z droni Shahed, ki so bili na začetku zelo poceni, potem pa je zaradi nenehnega dodajanja protikontromer za odzivanje na ukrajinske protimere postal vedno dražji. In na koncu so morali Rusi začeti izdelovati svoje različice, drugačne, ločene in posebne. Ne večji stari zalog, kot si pravilno rekel, če je Amerika. lahko ti povem, počakaj, berem tudi spodaj. Danes o tem niso hotel govoriti, ker sem se hotel bolj informirati, ampak ker smo to omenili. Proizvajalec je poleg tega izjavil, da je sistem Lima preusmeril 33 križarskih raket, 10.000 dronov v prvem četrtletju tega leta. To se mi zdi nekoliko neverjetno. Če sem iskren, tudi 98% vodenih letalskih bomb izstreljenih na območjih, ki jih pokriva sistem. Vem, ker sem pred 2 dnevoma gledal zadnje satelitske posnetke nekaterih analitikov, ki si vzamejo čas in preverijo, kam so šle vse bombe. In bilo jih je okoli 600 ta mesec, samo na fronti med Zaporožjem, Pokrovskom in tako naprej. Torej, te številke tukaj že nimajo smisla v primerjavi z vizualnimi dokazi samo iz kraterjev bomb. Razen če ne mislijo, da jih je preusmeril, torej da so malo zgrešili. Problem je, večina odvrženih zračnih bomb so jadrne bombe. Ja, imajo tudi sistem, ampak večina jih jadra proti znani lokaciji, zato mislim, da sploh ne uporabljajo GLONASS-a v tem primeru. To je dodatna stvar, ampak običajno so že recimo vnaprej izračunane, da jadrajo v določeno smer. Največ, kar narediš, so manjši popravki. Na 10.000 bi morali imeti mehansko in vnaprej določeno vodenje, zato nanje ni mogoče vplivati. Obstaja tudi GLONASS potencialno, ki lahko nekaj naredi, ampak običajno so tiste, ki jih imajo mehanske. Običajno. Ker GLONASS deluje. V redu, obstaja odstopanje 10 metrov, ampak veš, ko odvržeš FAB 3000, ti ni mar, če zadeneš 10 metrov bolj levo ali 50 bolj desno. Smo tam. Recimo, da se vrnem k temu, kar je govoril Giorgio. Po mojem mnenju obstajajo res je preskoki, ki prisilijo nasprotnika, da sprejme protoukrep. Tisti pa so bolj učinkoviti. Rad bi navedel primer. Če se vrnemo precej nazaj v čas, sistemi ESA-2 v Vietnamu niso bili sistemi, ki bi zahtevali majhne protiukrepe. Recimo, da je bila začasna rešitev uporaba elektronskih bojevalnih podov. V resnici pa so morali Američani na to izumiti stealth tehnologijo, ki ni bila ravno nekaj, kar bi prišlo po nekaj letih. Torej, treba videti, kako dolgo traja začasna rešitev v primerjavi s tem, koliko časa traja bolj ali manj vseobsegajoča in generacijska sprememba. V tem primeru, če uporabljaš GLONASS kot sistem, čeprav GLONASS po mojih informacijah ni tako prilagodljiv, moraš v bistvu razviti elektroniko, ki je sposobna ugotoviti, ali te zavajajo ali ne. Tako kot se to dogaja pri GPS-u. Kako se izvaja podtikanje signala GPS? Imel sem svojo lepo konstelacijo satelitov, ki se jim nenadoma pridružijo sateliti, ki nimajo nobene zveze s tem, je jasno, da me nekdo vreče za nos. In to je tisto, kar počnejo sistemi za PNT korekcijo, ki jih je treba namestiti na krovu. Mimogrede, podjetje, kjer delam, proizvaja celo vrsto teh naprav, pravkar so prevzeli podjetje specializirano za to področje. Izkoristim, da je Daniele tukaj, ker se lahko potem mirno pogovorimo o tem, kako tam deluje povezava. Ampak poskuša šele 20 do 40 minut, mi smo dogovorjeni. Se pozdravimo noter in zunaj.
Šel je v bar, slišalo se je, molimo rožni venec, recimo, v živo, tudi telepatsko. Potovanje okoli Wi-Fija v 80 dneh. Torej, Daniel, poleg tega, da moraš nadaljevati s tem, kar si govoril o njem, imam tudi jaz vprašanje. Kaj je ta zgodba o napadu bivšega šefa FBI-ja na Trumpa? Kako to, da je to zdaj prišlo ven? Kako to? Kako to? Daniel, si pripravljen? Ja, še enkrat me slišite. Še ena epizoda maščevanja, ki, kot bi rekli, je že 12 let, odkar je Trump uradno vstopil v politiko, ki praktično ob vsaki priložnosti zahteva aretacijo Hillary Clinton, zapor za nekdanjega šefa CIA, nekdanjega šefa FBI-ja. Ko je pred nekaj tedni umrl še en nekdanji direktor FBI-ja, Mueller, je Trump s svojim značilnim slabim okusom rekel, da mu je prav všeč, da je umrl. Torej, danes zjutraj je bila narejena analiza prav glede te zgodbe o Comeyju, kjer naj bi Trump zahteval od Ministrstva za pravosodje, da ga aretirajo in pripeljejo vklenjenega. Comey, ki je očitno dojel situacijo, se je pojavil sam, še preden je prišlo do tega šova. Jasno je, da je Comey naredil napako, ker je ta znak, ki ga je objavil in nato odstranil, bil v resnici zelo slab, kako naj rečem. To je nekaj, česar nekdanji direktor FBI ne bi smel narediti. Zdi se, da gre vse na črno. Danielu danes, po mojem mnenju, telefon kar eksplodira. Ampak mu je uspelo dokončati, kaj ne? Vsaj za enkrat, ja. Kako je dober. Ja, super je. Če mu uspe vse dokončati celotno misel, je za nas še vedno v redu. Evo. Uboga Moro, ki je vedno v povezavi naokoli in ima takšne težave. Ampak ja, zanimivo, torej nalog za aretacijo bivšega šefa FBI-ja. Ponavadi je šef FBI-ja tisti, ki izdaja naloge za aretacijo. Tukaj je ravno obratno. Ampak to z vidika, tu bi rad slišal tebe, Đorđo, z obveščevalnega vidika, nam pokaže, da je popolna nervoza. Se pravi, ukvarjaš se z velikanom, kot je Iran, delaš blokado proti bloku in imaš še vedno čas, da se ukvarjaš z bivšim šefom FBI. Za take stvari. Medtem ko še naprej odpuščajo veliko ljudi z vojaškega, obveščevalnega vidika in tako naprej. Hekset je to, kar je, smo videli, zato razumem, da vsak karierni general, ko mu pride tak tip in mu začne še ukazovati, bi ga najraje dvakrat usekal in ga poslal domov. Ampak to je stanje in tukaj je, po mojem mnenju, velik razkorak, ne? Mislim, vojaki so zelo dobro vedeli, kakšna je bila situacija. To dokazuje tudi odstranitev načelnika generalštaba. Po drugi strani pa si pod političnim diktatom in moraš vseeno narediti to, kar ti je ukazano. Torej, ti, ki imaš vojaško kariero, kako uspeš združiti ti dve stvari, ko veš, da je ukaz, ki ti ga dajo, neumen in ne moreš doseči, vem, da se tega dobro spomniš, bil si v tej situaciji v Libiji. Tukaj jasno izražam svoje povsem osebno mnenje. Združene države imajo temeljni dokument, ustavo, ki je v bistvu dokument iz konca 18. stoletja in je bila deležna zelo malo sprememb. Slavni amandmaji, tudi ti so v veliki meri zelo stari. Sistem zavor in ravnotežij v ameriškem sistemu je izjemno prefinjen, je zgodovinski zgled za svet, vendar je zastarel. Ko je bil zasnovan in nato izpopolnjen, se je svet premikal precej počasneje.
Zato časovni okviri, ki jih predvideva ameriški sistem, puščajo prostor tistim, ki izkoriščajo sive cone, ki jih danes ustvarjajo sodobna tehnologija, sodobna družba in trenutni sistemi. Zdaj se je Trump naučil živeti kot morski pes v ameriškem politično-gospodarskem okolju, izkoriščajoč sive cone v zakonodaji. Politični Trump se je naučil delovati v sivih conah, ne več jurisdikcije, ampak ustave. Izkoristil je dejstvo, da ameriška ustava predsedniku Združenih držav daje pooblastila, ki so omejena, da strani kongresa, vendar so omejena ex post, v smislu, da predsednik izda ukaz in tudi, če se ta ukaz zdi dvomljiv, ga moraš vseeno izvesti. Potem bo po potrebi kongres poskrbel, da se stvari uredijo, če pride do zaključka, da je predsednik prekoračil svojo avtoriteto. Težava pa je v tem, da danes, ko kongres posreduje, je zadeva že praktično zaključena in kongres se znajde pred izvršenim dejstvom. In tako predsedniški sistem na koncu povzroči prevlado izvršilne oblasti nad parlamentarnim, nad zakonodajnim organom. Zaradi hitrosti izvajanja ukazov, ki jih izdaja. V evropskih sistemih je situacija drugačna, ker mora predsednik vlade, ko izda ukaz, to vnaprej pridobiti. Dovoljenje strani parlamenta. Torej, zame kot vojaka postane enostavno ubogati ali ne, ker imam ukaz izvršilne oblasti, ki ga je potrdila zakonodajna oblast. V redu, o tem se ne razpravlja. Res mora biti nezakonit ukaz, očitno nezakonit, kateremu se zavrnem pokoriti. In vseeno sem zaščiten v trenutku, ko se zavrnem pokoriti, saj je predvideno, da lahko odklonim poslušnost očitno nezakonitemu ukazu. V Ameriki ni tako, ker moraš kot vojak v Ameriki ubogati svojo verigo poveljevanja, ki se zaključi pri predsedniku ZDA, vrhovnem poveljniku, ki, ponavljam, odgovarja kongresu šele naknadno. Ne potrebuje takojšnjega dovoljenja, torej jaz kot vojak. V trenutku, ko se zavedam, da je ukaz, ki ga prejemam v Ameriki, neumnost, da je napačen, škodljiv za mojo državo in za integriteto mojih oboroženih sil, lahko samo na to opozorim. Ja, mimogrede, Exit je pred nekaj meseci odstranil tudi veliko vojaških odvetnikov, ker so po mojem mnenju že vedeli, da jih bo veliko šlo tja. Prav tistih, ki bi morali nuditi podporo vojakom, ko se znajdejo v takšni situaciji. Torej je bilo tudi nekaj vnaprejšnjega načrtovanja, saj so vedeli, da bo prišlo do odpora. Seveda, ampak dejstvo je tudi, da imam sam v trenutku, ko res ne želim ubogati tega ukaza, samo eno možnost dati odpoved. Ampak, če dam odpoved, se tudi zavedam, da bo na moje mesto postavil nekoga, ki je manj primeren od mene, samo zato, ker mu bo ubogal. In zato si moram jaz, ki sem odgovoren za življenje svojih ljudi, zastaviti tudi vprašanje, ali s tem, ko dam odpoved, ne ogrožam še več življenj svojega osebja. Ali s tem ne povzročim še večje škode svoji državi. Trump res postavlja ameriške vojake v etično nevzdržen položaj. In moje osebno zgražanje nad njim izhaja predvsem iz tega. Jaz čutim tudi zato, ker sem še vedno v stiku z nekaterimi, trpljenje svojih ameriških kolegov, res trpim z njimi, ker nimajo izhoda.
Ne vedo, kaj naj storijo v taki situaciji. Počutijo se nelagodno. So v brezizhodni situaciji. Če odstopijo, je to pobeg pred odgovornostjo, če pa ne odstopijo, morajo ubogati očitno napačne ukaze. Oprosti, tako odgovorim tudi na to vprašanje. Vojaški časnik iz Norveške je v članku, ne vem, če je bil res napisan v italijanščini, napisal, da je ruska flota zelo velika in napredna. Hvala. Katera? Tista, ki je pod vodo v Črnem morju? Ker je rdeča končala tam spodaj. Podvodno polje. Ja, napredna je, to je treba povedati. Na področju podmornic so vedno vlagali in uspeli so ohraniti določeno raven, čeprav so se potem zelo mučili. V vsakem primeru jih imajo zdaj številčno malo. Številčno to ni velika mornarica. Pravzaprav ruska mornarica zgodovinsko gledano nikoli ni dosegla veliko. Ne v drugi svetovni vojni, ne v 20. stoletju. Redko kdaj, ko so poskusili, pozdravljamo Cuši, ampak recimo, da to ni ravno njihova močna stran. Podmožniško bojevanje je druga zgodba, tam so bili zagotovo zelo napredni, vsaj do sredine 80-ih let so bili zelo v ospredju. Danes, če pogledamo, je od tega ostalo malo. Podmorniška flota še obstaja in pravzaprav je nenehen boj med... Govoril sem o sodelovanju med Angleži in Norvežani za odvračanje ruskih podmorniških dejavnosti v Severnem morju, pa tudi mislim v Baltskem morju. Treba je povedati, da je bila Finska nevtralna skupaj z Norveško in Švedsko. In tako je bilo. Namestili so toliko akustičnih boj in podvodnih senzorjev, da če bi sovjetska podmornica sploh šla mimo, Jih je bilo toliko, da bi lahko hodili po njih. in to je res zelo dobro, so vedeli, kaj se premika. Recimo, ko greš ven na Severno morje, je že malo večje. V članku je situacija drugačna, ampak tvojega stika bi spomnil, da so, ko je potonil Kursk, morali za pomoč pri dvigu razbitine prositi Norvežane. Olandezi, no? Če ne bi čakali, bi jih tudi rešili. Točno tako. Da so čakali dneve in tako naprej glede tragedije Kurska. Flota res povzroča težave, saj je dovolj že ena jedrska podmornica, da povzroča težave, še posebej, če je SSBN, ki izstreljuje strateške rakete in tako naprej. Ampak to ni flota, ki bi recimo spravila v težave katerokoli državo. Pomislite, ruska pomorska strategija, zasnovana za hladno vojno, je bila: ladje natlačimo do vrha, če se spopademo z ameriško mornarico, izstrelimo vse, kar lahko, da povzročimo čim več škode. Američanom, ker vemo, da je bila potem preostala flota potopljena, zato je bila skoraj kot mesto. In ruska mornarica deluje na čas. Čas za operativno lokacijo. Prebral sem, da je Baltsko morje zelo plitvo, zato je v bistvu enostavno. Edini izhod je pravzaprav Murmansk. Kar pomeni, da mora vsaka ruska pomorska enota, ki deluje v Arktiki, kjer jo je težko najti, prej ali slej vseeno iti na oskrbovanje. Na oskrbovanje lahko gre le v eno samo pomorsko bazo na koncu fjorda, za katero vsi vedo, kje je. Zato mora, ko je enkrat zunaj, opraviti svojo nalogo, vedoč, da ne bo mogla opraviti nobene druge. Tako je ruska pomorska grožnja Norveški nekaj, kar lahko traja mesec ali dva, nato pa ostanejo le tiste 4 razpoložljive jedrske podmornice. Tiste zdržijo veliko več kot 4 mesece, vendar gre za piratsko vojno, korsarsko vojno, kot so jo vodili Nemci med drugo svetovno vojno, nič več. Imajo bolj strateški pomen, kot pa da bi povzročali težave. Ampak če lahko posežeš v črnomorsko floto, potem so težave. Bodi prajden. Ne izzivaj me. Že vidim ogrevanje v sektorjih Kijev, Kirov, Minsk, Sverdlov. Ne skrbi, poznam na pamet.
Sredi vsega, kar se dogaja, je tudi ta izjava Trumpa. Združene države preučujejo in pregledujejo, in če povzamem, pregledujejo možnosti za zmanjšanje. Enote v Nemčiji, ki so bile že zmanjšane, od 90-ih let se še naprej zmanjšujejo, vendar so bile ob izbruhu vojne v Ukrajini nekoliko povečane. Če se prav spomnim, z 45 000, 55 000, nekaj takega. Torej, ti znaki tukaj, ali pa dejstvo, da je v nekem trenutku Trump rekel, da vržemo Španijo iz NATO, ne obstaja mehanizem, da bi državo vrgli iz NATO. Ne? On sam noče več ven, hoče vreči ven vse druge, malo kot kukavice, veš, kako deluje mladič kukavice. Ga potaknejo v gnezdo in potem vrže ven vse druge. V teoriji obstaja mehanizem suspenza, ki pa ga mora potrditi večina, praktično soglasno, Severnoatlantski svet. Torej, vse države, druge države morajo biti vse soglasne, da suspendirajo člana. In veliko bolj verjetno je, da bi se vsi strinjali glede suspendiranja Združenih držav Amerike, kot pa da bi dosegli kakršenkoli dogovor. Če poslušamo Trumpa, bi morali suspendirati Španijo. Torej, pustimo to je res že smešno. V to lahko verjamejo samo tisti, ki so prepričani, da je NATO last Združenih držav Amerike in da z njim počnejo, kar hočejo, in pustimo njihove predstave. Zelo dobro vemo, da ni tako. Tudi zmanjšanje sil v Nemčiji, mimogrede, po mojih informacijah, zahteva odobritev kongresa. Torej bomo tukaj spet prišli v situacijo, kjer lahko izda ukaz, za katerega vemo, da pa ni povsem legitimen. Kako se bo stvar končala? Spet institucionalni spopad v Ameriki, tako da ne, tukaj je spet Trump, ki pretirava. In on je, kot da bi se igra se ogromno igro globalne strategije, ima na voljo največjo igračo na svetu, Združene države Amerike z vsemi njihovimi orodji, vključno z vojaškimi, ki ga najbolj zabavajo. In on se želi igrati na največjem igrišču na svetu, ki je na našo nesrečo svet. Ampak se v resnici ne zaveda, kaj počne. Vprašanje za Georgea, ne za Orja. Samo sovražniki ga kličejo Orjo. Čez 3 leta, ali bodo ti odpuščeni generali lahko ponovno vključeni v novo upravo? Kako se lahko opomoremo po tej katastrofi? Jasno je, če bi kongres sprejel kak zakon, ki bi ustvaril administrativno zmedo, bi to v teoriji zakonodajna oblast lahko storila, če ima podporo predsednika, se to lahko naredi. Ampak bi bil ogromen problem ponovno poklicati ljudi, ki so jih medtem že nadomestili drugi. Torej jaz, general B, sem poklican, da zamenjam generala A, ki je bil odstavljen. Ko je general A ponovno poklican, jaz, general B, ki nisem ničesar kriv in sem na svojem novem položaju. So te že prerasporedili in tako naprej, izgubil si ves položaj. Kakšno vračanje nazaj? Administrativno je to nočna mora. Tudi zato, ker je Pulja imel vodilni položaj. Torej ni tako, da vzameš načelnika generalštaba in ga pošleš nazaj. Vse, kar bodo lahko naredili, je tisto, kar imenujejo rekonstrukcija kariere in mu dati zgolj administrativno zadoščenje. Ampak ni mogoče, da jih vrnejo na položaj, kjer so bili. Nažalost so ti ljudje žrtve položaja, zgodovinskih okoliščin, ki so jih postavile v ta zgodovinski položaj. Pravkar je izjavil še en biser zadnje novice. In tukaj se odpira velika razprava. Po mojem mnenju so nas ti Američani v Italiji okupirali, mi smo napovedali vojno. Po vašem mnenju se nam vojaški izdatki povečujejo ali zmanjšujejo? Poglejmo, če uporabimo malo logike. Imamo velik Hormuz. Imamo prav sloj Hormuz. Ob obali Sicilije imamo Hormuz, čisto blizu. Mi smo za uvoz in izvoz odvisni od naših pomorskih poti.
Na srečo trgujemo več z Evropo kot s preostalim svetom. Ampak velik del uvoza prihaja iz tujine, prihaja iz drugih morij, torej Ni naključje, da imamo razširjeno Sredozemlje, zelo razširjeno, tako širok, da ga s 3 fregatami ne pokriješ. Pogosto ljudje tega ne upoštevajo, ampak tudi jaz sem za neodvisno Italijo, ki ima svojo strateško vrednost, svojo geopolitiko in jo lahko tudi uresničuje. Problem je, da moraš imeti moč. Moč. Brezplačne stvari ne obstajajo. Če najdete recimo strateško svobodo brez orožja, mi sporočite, ker je jaz v zgodovini še nisem srečal. Če odidejo, bomo morali porabiti ne toliko kot zdaj, ampak veliko več. Vrnili bi se na raven porabe iz 90-ih let. Če želimo biti, ali pač, ja. Ampak to je z našega vidika. Z ameriškega vidika pa je zadeva še bolj zanimiva, ker recimo da Združene države umaknejo svoje sile. Poleg tega se na tej točki pojavi še upravna nočna mora, ker kaj se zgodi z vso ameriško opremo, z infrastrukturo v ameriški lasti, ki se nahaja v Evropi. In če jo odnesejo, jo pustijo v najemu, jo nacionaliziramo, pustijo nam stražarja. Imamo primer, kaj ne, Đorđo, primer razpada Sovjetske zveze. Države so podedovale bolj ali manj večino, čeprav se je potem večina recimo vrnila nazaj k proizvajalcu, torej na Poljsko. Na neki točki se je znašla z desetinami neuporabnih baz, za katere sploh niso vedeli, kaj naj z njimi, ker so gostile ogromno vojsko. Obstajajo stvari, ki jih ni mogoče preprosto razstaviti in odnesti na drugo stran Atlantika, predvsem pa je tu tudi povsem strateški vidik. Zdaj, ne glede na vse, ZDA v bistvu potrebujejo Evropo, ker je to operativna baza, iz katere izvajajo svojo globalno strateško prevlado nad celotnim planetom. Če bi oni prostovoljno izgubili baze v Evropi, naprimer, če omenim Trumpovo politiko, kako bi potem podpirali Izrael? To bi bilo zanimivo vprašanje, od kod bi sploh delovali. Morali bi narediti dober prenos v živo. L'America senza sposobnost projiciranja moči. Če jim odzamemo vse baze v Evropi, Se spomniš tistega podatka, ki smo ga objavila med prenosom v živo, ki smo ga naredila? Vseh 10,000 poletov, ki so jih opravili med kampanjo Epic Fury, je vseh štartalo iz Evrope, iz evropskih baz. To je neizogibno. Letalonosilke so naredile zelo malo, geopolitično je Evropa še vedno postavljena v središče. Združene države so geografsko gledano drugje, za njih je projiciranje moči na preostali svet nekaj povsem drugega. Brez Evrope, brez možnosti, da bi imeli oporišča v Evropi, da bi se opirali na Evropo, tega v Bližnjem vzhodu ne morejo več početi. Oni nimajo več nobene teže. Dan potem, ko zapustijo evropske baze, do Diega Garcije sploh ne morejo več priti. Oni popolnoma izgubijo Bližnji vzhod, vzhodno Afriko, južno Afriko, celoten Indijski ocean. Lahko projicirajo moč vse do otoka Guam in v Atlantiku vse do zahodne Afrike. To je to. Obstaja še eno vprašanje. Vojna v Iraku je pokazala, da letalonosilke začenjajo kazati vse znake utrujenosti v vojni. Ker smo videli, da morajo letalonosilke ostati več kot 800 mil od obale, zaradi težav, seveda precej več kot 550 mil, dosega F-35 zaradi očitnih težav z ranljivostjo. In brez evropskih baz, kam bi šla Ford na popravilo? Pozabi na zaliv Džuda, morala bi se vrniti vse do Norfolka, morda bi tja prispela šele zdaj in to šepajoč. Prepričan sem, da je doba letalonosilk končana. To pravim že dolgo.
Vidim Kitajce, ki tekmujejo v gradnji letalonosilk, podobno kot so v 30 letih tekmovali v gradnji bojnih ladij. In že takrat je bila stvar mrtva, pa se tega nismo zavedali. Bili so tudi gospodje analitiki in vojaški zgodovinarji, ki so o tem pisali že v 20 letih, ko so preizkušali prve britanske letalonosilke. Bojna ladja nima smisla, napadete z razdalje 1000 km, niti je ne vidiš. Absolutno se splača graditi take. In vidim, morda je to del tudi ameriške analize v smislu izkoristimo to moč, dokler še obstaja, ker se obdobje recimo bliža koncu. Tukaj se spomniš, je bila zelo zanimiva epizoda Drahenela na to temo, ko govori o razvoju ameriškega letalonosilca, o doktrini. Ta stvar je delno resnična. V smislu, da če se spomniš, ko so zgradili prve, torej Lexington in Saratogo, recimo dvojčici, tisti z velikim dimnikom, torej Lexington in Saratoga, torej to so bile prve. Pomorsko letalstvo je bilo še vedno sestavljeno iz dvokrilcev. Ni imelo zmogljivosti za prenašanje zelo težkih torpedov. Torej dejansko je še vedno obstajal razlog, namreč letala so bila videna kot le malo več kot majhni opazovalni objekti. Zato je bila dejanska operativna sposobnost povzročiti škodo bojni ladji zelo omejena. Zato je še vedno obstajala določena perplexità, pripravljenost za vlaganje v letalonosilke, ob tem pa so opuščali že uveljavljene in učinkovite rešitve, kot so bile bojne ladje. Potem je prišlo do tega prehoda, ko so se pojavila težja letala, ki so lahko nosila težje torpede, bombnike, torej je v 30 letih prišlo do zelo hitrega prehoda, ki je spremenil to filozofijo. Vendar smo mi nekoliko v tej situaciji, kjer sta vojna v Ukrajini in vojna v Iranu dejansko ta prehod med tehnologijo, ki je še vedno obravnavana kot pomožna, droni in protiladijski izstrelki, do situacije, kjer ti dejansko spreminjajo scenarij z vidika oborožitve. To je moje laično mnenje, recimo. Ne vem, Fuller je že v 20 letih pisal o tem, da lahko dvokrilci nosijo torpedo. Ni naključje, da so Bismarcka zadeli. Ja, tisti od Smartfish. Ja, to je res, ampak recimo, da v začetku 30 let še ni bilo tega. Čeprav se spomniš, da je večino škode pri Midwayu povzročilo strmoglavljajoče bombnike z velikimi bombami. Ampak zdaj, da ne zaidemo v red. Na začetku vojne so bili za nič, recimo, razen japonskega torpeda Long Lance, ampak to je spet čist nekaj drugega. Ampak ja, mislim, nekdo je videl potencial, malo je manjkalo do praktične uporabe, ne? Sredstvo je obstajalo. Postal bi močnejši in zmogljivejši, malo tako, kot če bi videl avto v letih 10-15. Ne? In vedeti, da bo čez 20 let neizogibno hitrejši, morda celo oklepljen. Evo, to jaz iskreno vidim na letalonosilkah. Jaz vidim nekoga, ki je že razmišljal o tem, da Lahko morda celo zažgeš mostove, Giorgio, vključno z posredniškimi silami, z možnostjo projiciranja, ker bomo to neizogibno izkoristili, a te vire bomo vseeno izgubili. Torej je bolje, da vse zberemo zdaj, tako od zaveznikov, s prerazporeditvijo bremena, recimo tudi vojaškega, torej se umakniti od tam, da si vsak sam plača svoje stroške, poskusiti zbrati sredstva pred neizogibnim umikom ali spopadom. Kontrolačina. Imej potrpljenje, to se mi zdi bolj logika igralca kot državnika, ker uporabljati, kar je v bistvu to, kar je Trump. On je igralec, on se igra. Ampak, če Amerika začne igrati nasilneža, še posebej s svojimi zavezniki, ker računa na to, da je njena vojaška sila to zdaj omogoča, in že ve, da jutri tega ne bo več omogočalo. Ampak oprostite, to je diplomatski samomor, strateški samomor. To pomeni, da veš, da boš postal šibek in si še iščeš sovražnike. Prav v trenutku, ko postaješ šibek, je čas, da si poskušaš pridobiti čim več prijateljev. Ampak on ne razmišlja v smislu Amesija, razmišlja po svoje. Torej, se mene čez 4 leta več ne bo.
To je moj trenutek, da igram. Imam igračo, hočem jo uporabiti, nočem biti kot tisti pred mano, ki so imeli igračo, pa je nikoli niso uporabili. Hočem vam. Eno stvar, v kateri sva se včeraj pogovarjala z Mirkom po telefonu. Zdaj, videli smo, da so iranske balistične rakete zdaj dosegle doseg 4000 km. Se ti zdi, da je kaj takega, da bi 4000 prešlo na 10.000? Mislim, da je ta preskok, še posebej, če je v igri navigacijski sistem, ki ga zagotavljajo tretje strani, kot so Rusi ali Kitajci, na koncu res tako. Gre za vprašanje izdelave večjih cevi z nekoliko bolj naprednimi sistemi. Ni nujno, mimogrede sem pa bral nekaj, kar je skoraj na ravni teorije zarote, da naj bi Severna Koreja predala medcelinske balistične rakete. Predstavljajmo si, če si ni preveč ogledal serije Tehran, kjer so bili Korejci, Severni Korejci. Ampak ključ, v čem je stvar, Vardo, oprosti, če te prekinjam. Če želiš doseči 10.000 km, ne govorimo o strateškem bombardiranju, govorimo o jedrskem bombardiranju, ker zmožnost prenosa eksploziva na takšne razdalje obstaja, ampak je minimalna. Mislim, izstreliš mi 100 raket 10.000 km, kaj mi s tem narediš? Letalsko bazo. Podatkovni center. To ima več smisla, podatkovni center. Podatkovni center ali tovarna polprevodnikov v Arizoni. Tiste povzročajo škodo, so enotna točka odpovedi za celotno državo. In predvsem so nekateri zelo občutljivi deli, resnično pomembni predmeti in to brez upoštevanja psihološkega vpliva. Z orožjem, ki ena letalonosilka stane 13,5 milijard dolarjev. Koliko balističnih raket lahko narediš za 13,5 milijard glede na današnje stroške tehnologije? Živja, ni nam treba problemi, prav o tem govorim, da se dvokrilci začenjajo učiti uporabljati torpeda. Poglejmo, tisti, ki razvijajo balistične rakete, začenjajo, Ukrajinci ponovno razvijajo balistične rakete, nekoč so jih proizvajali, izdelovali so SS-18, ki so bili narejeni tam v Ukrajini. Najbolj množično izdelana balistična raketa vseh časov. To tehnologijo imajo Severni Korejci, kmalu bodo imeli Iranci, imajo skoraj vsak. Torej, imeti podatkovne centre na enem mestu, brez kakršnekoli zaščite nad glavo, je nekaj, o čemer moramo začeti razmišljati. To. Spremenili se bodo tudi cilji, v smislu cilji niso več letalonosilke, morda je to TSMC, morda so to največji proizvajalci, visokovredni cilji, ki niso klasični vojaški cilj, ampak nekaj, kar je težko obnoviti. Če udariš v ASMR v Eindhovenu, si uničil za trilijon vredne stvari. Veliko več kot letalonosilka, ki je z vsem spoštovanjem predmet, ki nosi kup zastarele tehnologije. Če udariš edino podjetje, ki proizvaja polprevodnike, recimo Intel v Arizoni. Podjetje je strateško, recimo. To je podobno kot bombardiranje tovarn krogličnih ležajev v Nemčiji, ker je vse potrebovalo kroglične ležaje. Ali pa obratov, kot je bil Berkut za hidrogenacijo bencina, ki so v Nemčiji proizvajali sintetični bencin. To je dobro vprašanje, Đorđo. Po tvojem mnenju je v ozadju kakšen skrit načrt, ki se bo kmalu razkril, ali gre le za norca, ki se uči iz kaosa? Ker je lahko tudi malo nor in se igra s tem, da nima prihodnosti, zato ga ne zanima, kaj bo naredil z Združenimi državami in z svetom. Ampak ali je mogoče, da ni, ne govorimo o političnem protivtežu, ker je popolnoma zmagal in ga je zato težko ustaviti. Ampak ali je mogoče, da notranje sile, civilne, vojaške, nimajo ničesar? Obstaja klauzula, ki določa, da predsednik države ni sposoben razumeti, delovati. Ampak določa, da to pove podpredsednik. Postalo. O moj bog. Ne. To je tisto, kar sem prej govoril. Ameriška ustava je bila v bistvu napisana v 18. stoletju in je bila zelo malo posodobljena. Miselnost je ostala takšna, da ima predsednik moč in odloča. Če predsednik naredi napako, posreduje zakonodajna veja oblasti, naknadno.
In veste, kaj so rekli? No, logika je taka. Mogoče pride ven en nor, ampak drugi ne. Kakšne so možnosti? Problem je, da niso predvideli možnosti, da bi predsednik, ki je nor ali preprosto prebrisan, uporabimo to besedo, uspel podrediti tudi stranko. Ko je stranka podrejena, oziroma še preden postane predsednik, če si je podredil stranko in zmaga na volitvah, ima večino v kongresu. In pod njim so samo ljudje, ki so mu zvesti. V tistem trenutku ga nihče več ne nadzoruje. Hvala. Ni bilo predvideno, da bi lahko takšna oseba kdaj bila izvoljena. Žal v dobi družbenih omrežij, kjer lahko pritegneš pozornost z lepim videzom, z lepo pojavo in ne nujno z državotvornimi mislimi, je žal takšna situacija. Tako da v tem trenutku tveganje, da imamo deviantnega voditelja države, žal obstaja. In tiste države, ki nimajo ustavnega aparata, ki bi ga lahko nadzoroval, so izpostavljene situacijam, kot je tista, v kateri so se zdaj znašli Američani. Na to vprašanje je moj osebni odgovor žal, da sem prišel do zaključka, da ga nihče ne nadzoruje. Tako kot Putin ga nihče ne nadzoruje. Oba sta osebi, ki sta uspeli priti do skoraj popolne oblasti in počneta, kar jim ustreza, glede na njuna osebna prepričanja in presoje. Nihče ne more omejiti njune moči in zato lahko povzročita ogromno škode. Ona dva sta prepričana, da delata dobro. Dobro nam gre. Nekdo je omenil Stevena Millerja, zdaj pa kroži polemika, da se je skril za svojo nosečo ženo. Medtem pa, ali se lahko za trenutek vrnem na temo raket, o kateri ste govorili prej? Da, prosim. Zelo zanimivo se mi je zdelo. Bolj zanimivo kot Steven Miller, ki se skriva za svojo nosečo ženo, zagotovo. No. John je naredil iz tega pravi spektakel. Poglejte si Jon Stewarta, res vas bo nasmejal do solz. Trditev, da danes rakete stanejo manj kot letalonosilke, je povsem upravičena. Vendar bi rekel, da je odziv na vse to že v veliki meri v teku. Ker če trenutno pogledamo na svet, je najpomembnejša tekma za pridobitev orožnih sistemov prav tista, ki se nanaša na zračno obrambo in protiraketne zmogljivosti. To je najbolj iskana stvar, najbolj sofisticirana stvar. To je tisto, kar si narodi najprej prizadevajo imeti. Ukrajina na prvem mestu. Prva stvar, ki jo zahteva, je zračna obramba. Čeprav v resnici za njih sploh ni ključnega pomena za vodenje vojne. Ker nima neposrednega vpliva na operacije na fronti, vendar ima tako velik politični vpliv, da je to njihov glavni cilj. Uspeti zagotoviti verodostojno zračno obrambo. In to je tudi tisto, na kar se osredotočamo mi v Evropi. Zdaj, ko poteka oboroževalna tekma na področju balističnih raket, poteka tudi tekma na področju zračne obrambe. In na tej točki bo verjetno tista skupina sil, zavezništvo sil, ki bo uspelo vzpostaviti bolj verodostojen, integriran sistem zračne obrambe, verjetno tista, ki bo dosegla prevladujoč strateški položaj na svetovni ravni. K temu moramo dodati še drugo raven pomembnosti. To so baze, razpoložljivost baz na svetovni ravni, ker je pri letalonosilkah bistveno to, da so izjemno pomembne takrat, ko obstaja tudi velika razpoložljivost baz, razpršenih po vsem svetu. Ker v trenutku, ko ima Ford, ki deluje v Rdečem morju, težavo in se mora vrniti vse do Norfolka, v tem primeru
fort ni več uporaben. Če pa si fort lahko privošči, da se ustavi v Sudbaju, potem ima še vedno svojo vrednost. Torej, v trenutku, ko ima neka država obrambo zračnega prostora, predvsem proti raketam in razpršene baze po svetu, to je sila, ki ima potencial za rast na strateški ravni. Vprašanje. Združene države imajo določeno pomembno zmogljivost protibalistične obrambe. V trenutku, ko bi izstopile iz NATO, bi pa izgubile baze. Ker ne pozabimo, da je večina ameriških baz dejansko na britanskem in francoskem ozemlju. Otočja raztresena po svetu so britanska in francoska. Tako da je na koncu absurdno sila z zmogljivostjo protibalistične obrambe in bazami po vsem svetu. Je Evropa. Jaz sem se vedno spraševal, zakaj so se Kitajci tako zapičili v te preklete letalonosilke, saj je njihov nasprotnik teoretično le 60 km od njihove obale. Po mojem mnenju je to malo zaradi mode vseh držav, kot je Nemčija, ki si je v prvi svetovni vojni ustvarila eno največjih mornaric, čeprav je imela najmanjše kolonije med vsemi državami. Kaj za vraga je počela s cesarsko mornarico, ki potem niti iz pristanišč ni mogla priti? Iz Danske. Gospodarska tekma, Nemčija je uvažala, bila je kovč in tako naprej, zato 20 bojnih ladij in 12 križark. Ni bilo dovolj. No, sono bastarde. Ne, ker jih je imela Anglija več. Ampak popolnoma res je, kaj je rekel Giorgio, potrebuješ baze, ker s temi čudovitimi letalonosilkami se samo sprehajaš okoli otočka pred hišo in ne prideš nikamor. Baze izposojene, kot bi rekli pri meni doma, od nekdanjih kolonialnih sil, ker so to kolonialne dediščine. Potem Diego Garcia, te kraji tukaj, ne slepimo se. In Francija jih ima več kot Anglija. Da, v resnici, ja. Ima jih več raztresenih tudi po oceaniji, v območju Nove Kaledonije, v teh območjih tukaj. 2 besedi o Palantirju. Zadnje čase se dogaja prava zmeda tudi na področju podpore umetne inteligence. Pentagon in drugi, recimo, precej zanimivi akterji. Majhna opomba, medtem ko si govoril o raketah, res je, da se veliko raziskuje. Na obrambnem področju pa so Američani nekoliko zaostali pri hipersoničnem orožju. Zdi se, da želijo uvesti sistem Dark Eagle. Govoril sem o članku, ki sem vam ga pokazal iz nekega časopisa. Opazite, da so časopisi takšni. Veseli me, da vidim, da je kakovost za nič tudi drugje, ne samo v Italiji. Middle East Eye in dodajo še Eye Mars. No, prav. Verjetno je nekaj. Ne vem veliko, vem pa, da so razvili sistem za prepoznavanje tarč, ki je potem pristal v tisti šoli, ker so verjeli ven. Vojaško sredstvo pa je pred kratkim prišlo ven, to pa je zelo zanimivo. O njihovem kitajskem ekvivalentu, ki upravlja približno isto delo, v bistvu zbira informacije z družbenih omrežij in jih ustvarja. Uspelo jim je, na primer, verjemite ali ne, čeprav so Kitajci družba pod nadzorom, B2 preprosto z uporabo OSINT-a sledenje civilnim komunikacijam med B2 in kontrolorji na različnih letališčih. Tako so z mešanjem različnih informacij, recimo letalskega prometa, komunikacij z letališči in raznih drugih podatkov, v bistvu uspeli izslediti del sredstev. Marko, brez zamere, jaz sem te ujel, rekel sem, napadli bodo zadnji teden februarja, jaz sem ujel točen dan. Ni treba biti ravno Marconi za to. Premikali so 150 letal, videl jih je ves svet, bilo je enostavno, vozila so se premikala, tudi sile. Vedeti, kje so v tistem trenutku in kaj počnejo, je nekaj povsem drugega. Še posebej pa organizirati vse te informacije. Eno je vedeti na splošno, drugo pa je imeti predstavo o položaju sredstev, kaj počnejo. In to je povsem druga stvar. In to pomeni, naprimer, recimo, vzemimo primer tipa, ki se pelje z avtom in s kodiranimi besedami pove, kaj je pravkar opazil na vzletno pristajalni stezi ali parkirana blizu hangarjev na vojaški bazi
nekje na Bližnjem vzhodu ali pa na drugih občutljivih letališčih. Torej, recimo, da letalonosilke niso na sidrišču. Ja, v bistvu ne. To si je rekla japonska vohunka pri Pearl Harborju. Zdi se mi, da je to veliko. Ampak združiti vse to. No, Japonci so izgubili tudi položaj ravno v trenutku, ko je bil najbolj pomemben. Se spomniš? Slavni hidroplan, ki bi moral pristati, je našel kraj pod nadzorom in se seveda ni mogel skrbeti. In zato niso vedeli, da so letalonosilke že zapustile pristanišče. Govorimo o Midwayu, omenjamo Midway, to je nekaj za, recimo, zgodovinske piflarje. Ampak bistvo so prav sistemi OSINT, sistemi, ki združujejo informacije iz številnih, na videz nepomembnih virov. V bistvu skrivnostnost in netransparentnost informacij danes izginjata. Noben. Morda je zato, da se balistične rakete vračajo. Zelo dobro veš, od kod so izstreljene, zelo dobro veš, kam bodo priletele. Ker lahko izračunaš trajektorijo resnično za Motorola, mimo grede o NERD 68020, ampak potem ga prestrezi. Jaz se ne strinjam popolnoma z Georgijem glede nekaterih stvari, ker verjamem, da je boj proti raketam ena sama, še posebej proti tistim manevrirnim itd. Je bitka, za katero ne pravim, da je izgubljena, ampak si vedno korak zadaj. Ker moraš razmišljati, kaj bo naredil divji konj, govorim naprimer o hipersoničnih raketah, v bistvu moraš uganiti, kaj bo naredil divji konj. In ta dirka bo vedno bolj povečevala energetski proračun. Torej, prestreznik mora imeti vedno več energije, postaja vedno dražji, moraš ga zadeti v vedno bolj začetni fazi ali pa v končni fazi, ker vmesne faze postajajo neobvladljive. In ne vidim to kot tekmo na okreber, zelo težko. Naprimer gliding, vozilo, ki postane resnično prava zmešnjava. LGV, še huje, hipersonični, recimo čisti. Vidim to kot dirko, ki je vedno korak zadaj in en korak nazaj v tej tekmi med topom in oklepom. In orožja z usmerjeno energijo morda niso rešitev. Elektromagnetna so pokazala obrabo cevi. Spomnimo se, kaj Japonci počnejo zdaj. Ki imajo še vedno ogromno težav za rešiti, ni jasno, ali jih bojo sploh kdaj rešili, zato razen če kdo ne predstavi kaj res revolucionarnega na področju usmerjene energije. Ne vidim. Tako odgovorimo tudi na vprašanje, zakaj vsaj motenje ni tako veliko lažje, kot ga zadeti. Kako vidite prihodnost protiletalskega laserskega orožja? Pravzaprav nimaš dovolj časa, da bi z laserjem zadel predmet, ki se premika s hitrostjo največ 7, največ 10, največ 12. Preprosto nimaš časa, da bi ga uspel zadeti. Bodite pozorni. Tisto, kar se zdaj uporablja na izraelski eksperimentalni ravni, potrebuje 45 sekund, da zažge dron. Torej potrebuje čas. To je vprašanje moči. To je problem akumulirane moči. Če bi imel laser, ki ima 100 megavatov, je težava v tem, da imaš napravo z energijo 100 megavatov, ki jo moraš sprostiti v bistvu v desetinki sekunde. Manjka ponovno polnjenje. Predvidevam. In kondenzatorji opravljajo to delo. Ampak predpostavimo, ker nam ni všeč govoriti o teh stvareh, predpostavimo, da jih imaš. In ti postavi ta laserski protibalistični top, koliko jih potrebuješ, da pokriješ na primer Italijo, glede na razpršenost. Obstaja problem razpršenosti v atmosferi, seveda, ker bi jih teoretično lahko postavil malo, vendar je odvisno od dosega teh naprav, odvisno je od razpršenosti v atmosferi, torej odvisno od tega, kako visoko jih želiš zadeti. Obstaja še en problem, da bi lahko raketo teoretično branil z dimno zaveso, okoli nje ustvariš razpršitev plazme, ki preusmeri, ne vem, mogoče govorim neumnosti, ampak o tem se razmišlja. Naprimer, v pogojih slabe vidljivosti, v megli, ko dežuje, laser izgubi veliko svoje energije. Zato napadeš, ko začne deževati. Rečeš, z Bogom začnemo se pripravljati. Ne vem, Đorđo, kaj misliš o tej temi boja med topom in oklepom glede raket? To je laično. Ne vem,
To je laično, glede na to, da sem tehnično in inženirsko dinozaver, je bolje, da sem tiho, ampak tako, na občutek. Moj občutek je, da se bo protiraketni boj v prihodnje odvijal na 2 tirnicah. V naslednjih 30 do 50 letih, ena bodo railguni. Zato bomo uporabljali preproste izstrelke s kinetično energijo pri zelo visokih hitrostih, ki bodo zagotavljali točkovno obrambo proti vsemu, kar bo prebilo ta ščit. Zgornji ščit predstavljajo prestrezne rakete, ki bodo, kot praviš, vedno zelo drage. Potem bodo seveda tudi orožja nameščena v orbiti, ker je upanje, da bomo ustavili balistične rakete, torej tiste, ki letijo tako, in ne manevrirne rakete, ki letijo nizko, balistične rakete. Rešitev je, da jih ustavimo iz vesolja v trenutku, ko so na vrhu svoje orbite. In tudi tukaj gremo v to smer. Ja, gremo proti laserskemu orožju, torej orožju z usmerjeno energijo, gremo proti velikim satelitom z velikimi akumulatorji in ne vem, kakšne generatorje bodo namestili na krovu, verjetno bodo na koncu tudi jedrski. Giorgio, proprio vidiš. Potem pa gremo naprej. Militarizacija vesolja. So povezani, ne, v zadnjem času. Je Musk hotel odnesti sončne panele v vesolje, ker pravi, da jih praktično ni treba vzdrževati in polnijo se 24 ur na dan, zato bi lahko nekdo izvajal tudi energetsko polnjenje neposredno na lokaciji, recimo. Potem je treba videti, koliko energije lahko pridobi za napajanje v raz. Seveda bi to razveselilo like. To je bilo potrebno, ker so si vsi želeli laserovne. Ta razprava je zelo v stilu laserovne. Ampak ja, verjetno je to prihodnost. Satelitske konstelacije, nekaj se že preizkuša, veliko več satelitov, ki sledijo in morda bi nam uspelo celo zadeti eno stran. In potem je treba upoštevati hitrost objekta, kar ni lahko. Kljub temu pa sem videl, da Američani zdaj premikajo ta sistem DARK, forse contro l'Iran. Assimilacija, viagionet. Tisto, kar uporabljajo, ni samo Dark Eagle, je nekaj več. Depečo Ljuf. Iranske prestrezanja mislim, da je bolj za eksperimentiranje izgovor, da ga preizkusijo v resničnem okolju. In naprej, ker ima iranske zmogljivosti za prestrezanje stvari, ki presegajo Bavara 373 nekega njenega profesorja. Kar pa ni ravno najboljše. Torej, da ne bom predolg zaključki, mislim, da se bo Trump požvižgal na podaljšanje in bo naredil po svoje. In iskreno mislim, da Iranci ne bodo popustili tudi zato, ker je ključno vprašanje jedrska tema. Niti več, niti manj, so ga razpršili po vsej državi. Američani zelo dobro vedo, da ga ne moreš iti iskat nazaj, tisti ga nočejo dati naokoli. In zagotovo se Američani ne strinjajo, da bi jih dali Rusiji, ker bi jih potem Rusija predala naprej. Vstopijo, izstopijo skozi druga vrtljiva vrata. Mislim, da je za Trumpa med najbolj očitnimi in najbolj neumnimi stvarmi za Trumpa nekakšen krog napadov. Misli, da bo z isto staro recepturo kaj spremenil. To je moja... Tudi zato, ker se pri tem zabava, Sem pa prebral mnenje, eno precej nezdravo idejo, ki ni bila prav nič všeč. Robert Polk, analitik in profesor na Univerzi Skola, je dejal, da Trump potrebuje podporo Rusov, da bi sprostil pritisk. Tako bi lahko celo pritiskal na evropske zaveznike, da prekličejo podporo Ukrajini v zameno za podporo. To je mnenje. Obstaja ena stvar, en scenarij, ki bi mu ga predlagal, recimo, da mu zdaj ne damo te ideje. Upajmo, da Trump tega ni nikoli slišal. Bilo je na MBC, žal so nam vzeli novico, ki kroži naokoli. Ampak je že poskusil, kakšen dodaten pritisk lahko še izvaja.
Prav to. Jaz ne vidim te teorije. Glede na to, kako malo je Rusija želela posegati v napad, je to res v narekovajih. Še en zaveznik po Venezueli. Mimogrede, Iranci so popolni, torej so prisotni in treba bo videti tudi, kaj se bo zgodilo v zalivu. Ker ne pozabimo, da je ta poteza ZAE, ki izstopa iz OPEC-a, zelo, zelo pomemben signal, tako za kartel proizvajalcev nafte, kot tudi za največji investicijski sklad v regiji. Ni saudski, ampak je recimo emiraški, torej levo dire qualcosa a punto di vista. Lahko pride do plazu drugih držav, ki se želijo odcepiti, tudi zato, ker morajo nadoknaditi tisto, kar izgubljajo. Zdaj, če se odmakneš od določene cene, si jo lahko nastaviš bolj po svoje. Obstaja še ena stvar. Že dolgo časa so imeli težave glede tega vprašanja. Tukaj je prva dobra priložnost. In drugo je tisto, kar je pravilno povedal Giorgio Arfaras, ne spomnim se, če si bil tudi ti tam, Giorgio, je rekel, če kriza traja en mesec, se absorbira v letno povprečje. Če pa traja dlje, potem države najdejo druge rešitve in se ne vrnejo več nazaj. Ampak, naprimer, če pogledate, so vseeno tam Savdijci gradijo naftovode, ki prečkajo celotno Savdsko Arabijo. Obstaja še en, ki gre proti severu. Imajo majhno zmogljivost, 4 milijone, nekaj takega. Ne več. Ko imaš enkrat narejeno traso, lahko namestiš večje cevi. Ampak to vzame svoj čas. Ampak se bodo torej pripravili na Iran. To je nekaj, kar velja zdaj, v teh mesecih, potem pa se bo ves zaliv temu prilagodil. Da bi zaobšli vse težave, o katerih si prej govoril. Po mojem mnenju pa s tem padeš iz ene nevarnosti v drugo, ker v redu obideš zmedo z Iranom, obideš problem Huti, imaš jih pred sabo na izhodu iz Rdečega morja. Gre za to, da nas opazujejo in ni samo to, da so tam, ampak nas res opazujejo. Opazujejo, potem ni to, ampak se postavijo tja pred nas z majhnimi čolni. Dejte nam nekaj milijard. Res je postalo zelo enostavno ustvariti tiste, kdo. Ampak zato ne potrebujemo mornarice s 300 zelo dragimi ladjami, potrebujemo takšno z 600 manjšimi enotami, ki je sposobna zagotavljati in ima verjetno tudi bolj podrobno sposobnost posredovanja na točkah, kjer se te stvari lahko zgodijo. Težava je, da če imaš malo zelo dragih enot, ne moreš zagotoviti stalnega patroliranja. Spomnim se, da sem v 80-ih letih bral članke o tem, Združene države in njihova mornarica. Od 600 ladij jih imajo zdaj manj kot 300, v naslednjih letih jih bo zaradi programov razgradnje še manj kot 300. In to v času, ko postajajo pomorske poti vedno bolj nevarne. Oprostite, prekinil sem se. Jaz imam navado gledati stvari iz strateškega vidika. V smislu, da vidim napake, ki so bile narejene v Evropi. Kupovati plin izključno iz ene države, za katero smo potem videli, da ni bila najboljša izbira, smo zamižali na eno oko. Kot da je vse v redu. Kot da Abhazija, Osetija, Čečenija in tako del nikoli niso obstajale. In opažam, da države v zalivu bolj ali manj živijo od podobne odvisnosti. Torej so v bistvu države, ki živijo od ene ali dveh surovin, in je vse zelo centralizirano, kar smo videli tudi z energetskega vidika. Kuvajt, Bahrajn, te kraji imajo nekaj ogromnih elektrarn, ker si predstavljam, da je lažje centralizirati, oprostite za kakamfonijo, centralizirati elektrarne, da imaš eno veliko, ki jo je lažje upravljati. Ampak potem strateško gledano, če ti sovražnik uniči eno elektrarno, izgubiš 30% nacionalne energije. Tukaj je ta izbira, ki jo imajo države, ki se odločajo za lažjo pot, za lažje upravljanje na kratki rok, ampak te naredi izjemno ranljivega na spremembe. Po mojem mnenju so bile to odločitve, ki so jih narekovala 30 let miru, če lahko tako rečem. In zdaj pa moraš nenadoma začeti razmišljati o diverzifikaciji dobaviteljev, diverzifikaciji virov energije, tudi notranjih, verjetno tudi vojaške proizvodnje. V tem smislu ne moreš vsega centralizirati. Prej je Marko govoril, če zadeneš proizvajalca litografskih strojev, povzročiš trilijon škode. V tem svetu je centralizacija, ker porabiš manj, postala ogromna ranljivost.
Lahko nekaj dodam k temu. Mi se ukvarjamo s tem, kar se dogaja v Evropi, zato se usmerjamo v ta scenarij. Lahko, ne, tukaj ni gospodarjev nad tabo. Resolucija proizvajalca je ena in tako je mesto dobilo možnost, da je bilo oskrbljeno z ogljikovodiki. In tudi z Rusijo, ker so resnično v hudih težavah, res povsem na tleh, tudi oni so v zelo slabem položaju. Da ne govorimo o celotni dvorani. Potem v Indoneziji, ampak Šrilanka je še pred nekaj meseci sprejemala dizel po evropskih standardih 10 delov na milijon. Potem so rekli, v redu, do 500 na milijon, zdaj pravijo, dajte nam karkoli imate, ker zdaj vzamemo karkoli in smo obupani. Na Japonskem in v Koreji so bili od izvoza odvisni 70–80%. Predstavljate si vpliv na te države, ker mi vedno gledamo samo proti Evropi, ampak velik del sveta, torej središče tehnološkega sveta danes, od katerega je odvisna tudi Kitajska, mimogrede, in Indija. Tudi Indija. Ampak v Indiji so ladje, ki plujejo, pravijo, da je kar nekaj prometa ob obali, recimo. Ja, skupni prijatelj, ki ga pozdravljamo. Pravkar mi je to potrdil ta Idi Pedromet. Gospod C. Naj se navežem na to, kar si prej govoril o morebitnem načrtu, da bi Trump prosil za pomoč Rusije v zameno za pritisk na Evropo, da prekine podporo Ukrajini. Tukaj pa jaz vidim drugo tveganje, ker po mojem mnenju Rusija ne more storiti ničesar, da bi pomagala Trumpu ponovno odpreti ožino. Ja, torej zahtevati nekaj ogromnega, ne da bi v zameno dobil karkoli. Ne zdi se mi zelo verjetno, vendar obstaja še ena možnost, saj tisti, ki lahko nekaj stori, je Kitajska. Pozdravljamo jih, uspešno ponuditi nekaj v zameno Kitajski, non alla Rusija. Ker dati nekaj v zameno Rusiji pomeni uspeti zlomiti Evropo, kar je že poskusila narediti in ni uspelo. Medtem ko za narediti uslugo Kitajski gre za to, da zlomiš nekoga drugega, ki je nekoliko manj trden. Ki so lahko Filipini, ki so lahko Vietnam, ki so lahko Indonezija, ki so lahko Italija. Ja, Južna Koreja skupaj z Japonsko postane že težje, ampak Kitajska je vsekakor sposobna dobiti nekaj od Amerike veliko lažje, kot je to sposobna Rusija. In hkrati je Kitajska prav tako sposobna izvajati pritisk na Iran z večjim uspehom, kot to lahko stori Rusija, ki je že pokazala svojo nemoč v regiji. Medtem pa je Kitajska, vsaj z gospodarskega vidika, sposobna narediti veliko. Iran bo potreboval obnovo in Iran zelo dobro ve, da mu Rusija pri obnovi ne bo pomagala. Kitajska pa ima vse zmogljivosti za obnovo Irana. Zato je verjetneje, da bo Iran bolj občutljiv na pritiske za zmernost, ki prihajajo iz Pekinga, ki ima mimogrede tudi svoje osebne interese, kot pa na tiste iz Rusije. In hkrati za Trumpa je lažje ustreči Kitajski, naprimer, tako da opusti Tajvan, kot pa Rusiji, saj ni sposoben prepričati Evrope, naj preneha podpirati Ukrajino. Mimogrede, obstajala je ruska ponudba, kajti če se spomnite, pred letom in pol, 2 letoma, so prav Rusi govorili, kaj pa če Američanom prepustimo Venezuelo, v zameno za pomoč, torej takrat je bilo nekaj za izmenjati. Vedno sem se spraševal, če si Američani želijo vzeti Venezuelo. Tehnično jo imajo na 30 minut leta od doma. Ne verjamem, da potrebujejo odobritev Rusov. Torej, nekaj zamenjaš, ko ti drugi preprečuje, da bi to vzel, in potem pride do dogovora, tam pa dogovora ni bilo. Ampak to pokaže, da so te ideje vseeno v zraku, po eni strani. Ja, po drugi strani. Nažalost, ja. Tukaj. Gospodje,
Kaj naj vam rečem? Žal mi je za Daniela, ki je v jezi verjetno uničil telefon. Bomo dobili še enega džuntana, ne skrbite. Ta zgodba še ni končana. Tudi še ni končano. Jejte mirno, bolj ali manj. Torej, ne jejte v avtu, ker je bolje jesti doma, manj se gibajte, ker so rešitve v vsakem primeru blokada na blokado, kar prej ali slej pripelje do še večje krize, ali pa ponovni napadi, ki bodo neizogibno pripeljali do ničesar. Saj ne bodo kar propadli, odnehali ali kaj takega. Pravzaprav bomo verjetno dobili iranski odgovor, ki bo odmerjen tam, kjer lahko, drugje pa ne. Tako da vse bolj ali manj ostane enako. Razen če Trump, veste, se lahko nekega jutra zbudi in reče, da je misija opravljena in gre domov. Čeprav se mi zdi, da se je tokrat preveč osebno izpostavil, da bi se lahko umaknil na recimo urejen način. Nažalost, venezuelski recept tukaj ni deloval. Majhna opomba, ki jo vedno dodam na koncu, ker ne pozabimo, da je vsej tej zmešnjavi polovica kosa torte pripadala tudi Izraelu, ki neomajno nadaljuje s svojim načrtom, in oni res imajo načrt, ker ti, tako kot Rusi, ne gredo niti na stranišče brez načrta. Tako zaključujemo zadnje izmed citatov iz filma Lov na rdeči oktober. In njim je vse prav. Pravzaprav zdaj celo pomagajo Združenim arabskim emiratom z Iron Dome in verjetno z vojaškimi pogodbami, ki bodo še bolj zbližale zalivske države. Ne vem, kako so to zgodbo sploh razumeli, ker je precej jasno, da so Izraelci tisti, ki so Američane potegnili v to idejo. Pa vendar zdaj zalivske monarhije iščejo pomoč, v narekovajih, pri Izraelu. Ni tako, da izraelske baze ne bi vzbudile jezo Irancev, tako kot ameriške baze. Zato pravzaprav ni jasno. Vendar se očitno zdi, da so abrahamski sporazumi veliko močnejši od vsega, kar se dogaja. Gaza in vse ostalo. Denar ne smrdi, bomo videli. Najlepša hvala vsem, hvala polkovniku, hvala Marku Busiju, Moru za vse, kar je bilo. Hvala. Tistih 5 sličic in Paolu, ki žal ni mogel, ampak bo nadoknadil. Lahko noč vsem. Adijo, lahko noč. Lahko noč.